Dobro večer vsem skupaj, dobrodošli na današnjem webinarju. V drugem delu pa vas jaz lepo vabim, da ostanete z mano, ker vam bom pa povedala, kako lahko zgradite eno dobro osebno znamko na družbenih omrežjih. Ker to pač danes, evo, za tiste, ki delate posel, mislim, da je kar nujno. Tako da še enkrat dobrodošli vsi tisti, ki ste ostali na poslovnem webinarju. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako zgraditi osebno znamko na družbenih omrežjih. Koliko od vas je prisotnih na socialnih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, na LinkedInu, to so vse socialna omrežja. To je naša prihodnost, če vam je všeč ali pa ne, tako da vas aktivno spodbujam pa vabim k temu, da probate biti malo bolj pogumni, pa se kaj več oglašati tukaj in današnji webinar je tudi namenjen, da boste vedeli, kako v bistvu lahko to pravilno delamo, če lahko rečem, ker ni samo važno, da mi nekaj kar objavljamo, ampak je važno tudi, kaj objavljamo, pa kako objavljamo, zato da so te vsebine smiselne, pa da imajo neko dodano vrednost za vse naše sledilce. Ok, koliko od vas ve, kaj je to blagovna znamka oziroma kaj je to osebna znamka? A si predstavljate malo? Verjetno veste bolj to, kaj je blagovna znamka nasploh, tako kot je recimo Kalivita, ali pa Mercator, ali pa Petrol, to vsi poznate, ne? Če pa nekdo reče osebna znamka, to pa v bistvu, no, bom mičkam kasneje povedala, moram en uvod prej narediti. A veste, zakaj sem se jaz danes odločila za to temo? Zaradi tega, ker danes ljudje ne kupujejo več samo izdelkov oziroma storitev, ampak kupujejo zgodbe, kupujejo nek občutek, kupujejo vašo energijo, predvsem pa kupujejo zaupanje. Tako da zato je ta osebna znamka postala toliko pomembna, lahko rečem kar ena najpomembnejših stvari v poslu, sploh na družbenih omrežjih. Tako da, ko nekdo pač vidi recimo eno vašo objavo, en video ali pa ko pogleda vaš profil, si v bistvu posledično ustvari nek občutek, ne? A jaz tej osebi lahko zaupam, a deluje avtentično, a bi od nje poslušal nasvet, a bi kupil od nje, ne? Pa še marsikaj. Tako da zapomnite si nekaj, če bodo ljudje zaupali vam, bodo zaupali potem tudi Kaliviti. Tako da tukaj je tudi velika odgovornost, ne? Zato tudi je pomembno, kaj počnete na spletu, ker lahko tudi malo mažete ime Kaliviti, če kakšne neumnosti počnete, ampak se vem, da vi jih ne, no. Skratka, vaš cilj naj ne bo samo neko objavljanje, ampak naj bo to, da zgradite eno kredibilnost, prepoznavnost, neko zaupanje, neko dolgoročne odnose, pa neko skupnost, a ne? In jaz sem na akademiji, ki smo imeli na tej No Limit akademiji, se naučila mi je bilo že prej jasno, ampak tako je bilo izpostavljeno, pa evo, mislim, da je fajn, da tudi vi veste, da ne zmaga tisti, ki je najboljši, ampak tisti, ki je najbolj glasen. Tako žal danes je. In Kalivita, dobro veste, ima čudovite izdelke. Vsega, da ne bom zdaj tako prepotentno rekla, da smo najboljši, ne, čeprav jaz si tako mislim, da je Kalivita najboljša, ampak sigurno ne poznam vseh izdelkov na trgu, zato tega realno ne morem reči. Verjamem pa, da sodi res v sam vrh prehranskih dopolnil. Ampak imamo problem. Kaj nam to pomaga, če nas noben ne pozna? Zato je nekako naša dolžnost, da ljudje izvejo in da mi pač sebe, pa tudi posledično Kalivito, tisti, ki pač gradite posel, a ne, predstavite na nek ustrezen način. No, zdaj pa mislim, da lahko gremo na naslednji slajd, pa vam bom povedala to, kar sem vam že prej hotela. Sam mislim, da je prav, da ne prehitevamo, da boste vedeli, zakaj v bistvu je sploh ta osebna blagovna znamka tako zelo pomembna. Skratka, osebna znamka je v bistvu vtis, ki ga ljudje dobijo ob tem, ko slišijo recimo vaše ime oziroma ko pomislijo na vas. Čistko enostavno. To je vaša osebna znamka. Se pravi, to ni samo ena slika, to ni en profil, to ni logotip, ne vem, za tiste, ker recimo imate tudi podjetje, a ne? Ampak to je predvsem nek občutek, ki ga ljudje povezujejo z vašim imenom. Tako da, ko nekdo pomisli na vas, si verjetno vi hočete, ne vem, da je to neka prijetna misel, a ne? Da je to, ne vem, oseba, ki pa vedno deli neke koristne nasvete, ali pa ki ima vedno pozitivno energijo, ali pa to je pa oseba, ki ji lahko zaupam, ali pa ona pa res živi to, kar govori, ne?
No, in z tega naslova morajo biti tudi vaše objave skladne s tem, kar pač vi hočete predstavljati. A ne? Zdaj, če hočete predstavljati neko zdravje, neko energijo, neko vitalnost, neko ravnovesje in tako naprej, nek pozitiven življenjski slog, mora to odražati tudi vaše vsebine. Ne? Zdaj, nekdo, ki bi recimo bil z eno flašo alkohola zdaj v roki, pa govoril o zdravem življenjskem stilu, ne vem, koliko bi ga glih kredibilno lahko jemali. Se ne pomeni to, da smo mi zdaj asketi, pa da ne spijemo kakšnega kozarčka, ampak ne vem, pri tem ne pretiravamo. A ne? Tako da naša osebna blagovna znamka gradi te stvari, ki jih imate napisane skozi zaupanje, skozi zgodbe, ki jih delimo, skozi našo energijo, ki jo ljudje začutijo in ta občutek, ne, s katerim se pač ljudje lahko tudi povežejo. Se pravi, tisti vtis, ki ga nekdo dobi takrat, ko sliši vaše ime, občutek, ki ga ustvarjamo, in to poteka čez neko energijo, čez naše vrednote, čez zgodbe, ki jih delimo, in tako naprej. Evo. Od spodaj pa samo en tak lep kvot, ki sem ga dala zato da boste vedeli, da če hočemo nekaj spremeniti, moramo pač mi tudi kazati in biti to, kar govorimo. Ne? Se pravi, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Tako da zdaj bomo šli skozi temelje osebne blagovne znamke. In prvi temelj je identiteta. In tukaj se dajte vprašati, kdo sem jaz in zakaj to delam. Ne? Tako da dajte se vprašati, kdo sem jaz in kaj je moj namen, se pravi, zakaj pač to delam. Zdaj vam bom pa povedala čisto, zakaj je to pomemben. Zato, ker se ljudje ne povežejo z izdelkom. Ljudje se povežejo z nekim razlogom. Recimo, če bi jaz rekla, prodajam vitamine, ta ne pove kaj dosti. Predvsem mogoče še celo malo agresivno, pretirano deluje. Ampak če bi pa jaz rekla, jaz pa pomagam ljudem, da imajo več energije, pa se boš počutila, zato ker sem šla sama čez eno grozno zdravstveno izkušnjo. Tukaj v zadju pa vidite vi eno emocijo, vidite eno zgodbo, vidite en razlog, vidite eno povezanost. Ne? Tako da vidite, zakaj je pametno, da v bistvu smiselno gradimo to našo zgodbo. Ne? Tako da dajte se vprašati pri tej vaši identiteti, zakaj ste sploh začeli sodelovati s Kelevito, kaj je tisto, kar želite dati ljudem, mogoče kaj želite, da tudi oni občutijo ob teh vaših objavah, ki jih delite, pa katere so mogoče tiste ključne vrednote, ki jih želite predstavljati. Ne? To je recimo tudi potem en tak odgovor, da dobite ta zakaj in potem lahko skozi vaše objave to tudi komunicirate. Ne? Bo pa fajn, da tudi pri tem detektirate, kdo je vaša ciljna stranka. To smo se mi na akademiji učili. To je ponavadi tako, da narediš profil. To niso skupine ljudi, to je prav, vi si zamislite eno osebo, zato ker če targetiramo vse, potem na koncu ne dosežemo nobenega. Ne? Tako da je smiselno, da tudi razmislite, s kom se želite povezati in kdo je vaša ciljna stranka. Je to, ne vem, Ana, ki ima 40 let, ki ima 2 otroka, ki je, ne vem, pravnica, ki je zelo izčrpana, zaradi tega, ker mora stalno skrbeti za družino in za naporno službo. Ne vem, zmišljujem se zdaj. Ne? Skratka, zelo, zelo konkretne stvari, ki ima, ne vem, kužka, skrbi za ostarele starše, ne vem, tako, da si zvizualiziraš tega človeka, ne? Ker potem bojo tudi vaše objave v bistvu veliko bolj čuječe, ljudje jih bojo lahko začutili, ne? Ker se bojo povezali z vami tisti, ki bojo začutili to vašo energijo, pa ki se bojo našli mogoče neko povezavo morajo z vami vzpostaviti, oziroma se bojo prepoznali recimo v enem problemu ali pa v neki drugi vzporednici skupaj z vami. Ne? Okay. No, potem pa, če gremo naprej na drugo stvar, je pa konsistentnost. Zakaj sem tukaj dala konsistentnost? Zaradi tega, ker mnogi ljudje, ko so potem motivirani, da začnejo z objavami, naredijo tako, da pa naredijo 5 objav v enem tednu, pa 3 mesece nič. Ali pa ne 3 tedne, okay, da ne pretiravam. Ne? Vse je boljš, kljub temu, da je fajn, da smo konsistentni, se pravi, da redno objavljamo. Bom potem tudi povedala, kakšno je priporočilo za te objave, zato da ste dovolj vidni.
da recimo boljše, da naredite, ne vem, 3 kvalitetne, dobre objave, kot 15 nekih čist neplaniranih, brez enega smisla, samo zato, da boste naredili kljukco, ajde, sem nekaj objavila. Ne? Veliko boljše, da se tega lotite sistematično, pa naredite en plan. Tukaj vam jaz zelo svetujem, lahko si pomagate z marketinškim planerjem od Katje Breznik Stepčevič. Meni je to super orodje, ne vem, koliko spremljate tudi kaj marketinško kavico, nekateri vem, da jo spremljate, je brezplačna vsebina, ki jo Katja pripravlja vsak ponedeljek ob 9, tako da poiščite. Lahko jo gledate v živo preko Facebooka, pa preko Instagrama, ima pa tudi posnetke na YouTubu, tako da ona vedno deli neke zelo koristne nasvete za vse tiste, ki objavljate na družbenih omrežjih, pa vam toplo priporočam, evo, da jo spremljate. No, zdaj pa tako, kot sem obljubila, kakšno je nekako priporočilo za objave. Tako da naredite recimo 3 do 5 objav tedensko. Objava se šteje, recimo, da objavite, ne vem, eno slikco, eno besedilo, pač to so potem različne komponente. Potem vsak dan naj bi storije objavljali. Upam, da veste, kaj so storiji. Storiji so tisti podolgovati, ne, se pravi zgodbe po slovensko, v takem portrait formatu, pokončnem so, ki jih imate ponavadi na vrh, in nekako to se povežete z obstoječimi sledilci, se pravi, to je tisti, ki so že prijatelji z vami, ki vam že sledijo, da oni malo bolj vidijo to vaše ozadje, pa vas nekako lahko skozi to začutijo, se pravi, story naj bi vsak dan, lahko tudi več njih, a ne, objavljal, in vsaj en reel tedensko. Reel je pa video vsebina, in moram reči, da algoritmi zadnje čase res zelo preferirajo reele. Zdaj, mogoče vam ta novica ni najbolj všeč, ampak jaz vam samo povem, kaj deluje, kako boste pa pač vi to izkoristili pol, če se boste mogoče malo iz cone vašega udobja spravili, pa naredili kdaj tudi kakšen reel. Vam bo to definitivno pomagalo, da vas bo algoritem pač pozicioniral se pravi, da bo boljš prikazal drugim ljudem. Ker zadnje čase je kar veliko tega, da algoritem omejuje, ker če te smatra, da tvoje vsebine niso dovolj zanimive, je začel, kako bi rekla, ne prikazovati vsebine tistim, za katere on smatra, da jih te vsebine ne zanimajo. Zato moramo nekako doseči, bom tudi potem povedala, kako lahko to dosežemo, da so drugi pač te vsebine zanimive, a ne? Okej, ampak gremo prej še na ta tretji temelj, to so pa vrednote. Malo sem že prej povedala, v sklopu tega, ko se sprašujete, kdo ste, zakaj to delate, je malo povezano tudi z našimi vrednotami, a ne? Tako da naš profil mora odsevati tudi naše vrednote, se pravi, če mi zdaj predstavljamo nek zdrav življenjski slog, to pomeni, da morajo to ljudje videti, da morajo to ljudje občutiti, da mora biti to avtentično, no? Pristno, res odsevati nas. Ker ljudje niso neumni in bojo hitro začutili neko neskladje. Se pravi, če bi nekdo sam nekaj govoril, delal pa nekaj drugega, nekaj časa že lahko fejkaš, ampak prej ali slej te bojo odkrili, saj ni poanta, da zdaj igraš, da igrajo detektiva, ampak gre za to, da enostavno te ne bojo potem začutili in ti ne bojo sledili, ne? Ali pa si sploh misli, da nisi kredibilen, kar pa pač mislim, da noben ne želi. Skratka, v objavah, recimo konkretno v Kaliviti, a ne, se mi zdi, da je smiselno to, da ne širimo neke negativnosti, ker to ni povezano z našimi vrednotami, tako pa je treba biti pozoren, da tudi ne objavljamo nekih kaotičnih vsebin, da se ne obnašamo neprofesionalno, da nismo preveč agresivni, preveč prodajno orientirani, to bom tudi potem povedala, ker obstaja pač več tipov, več vrst objav, če lahko tako rečem, pa je potem tudi nek smisel, kdaj kaj objavljati. In to, evo, si bomo tudi zdaj pogledali. Se pravi, podobno ima tudi Katja Breznik Stepčevič v svojem planerju v bistvu razdeljene 4 stebre, če lahko tako rečem, 4 vrste vsebin. Prvi so izobraževalne vsebine. To so recimo neke mini razlage, neke zanimivosti, kakšno razbijanje dejstev, odkrivanje nekih zmot, pogosto zastavljena vprašanja. To bi lahko čisto na Kaliviti tukaj, kaj s tem, eno od pogostih vprašanj, zakaj so Kalivitini izdelki tako dragi, a ne, pa to izkoristite za objavo, a ne.
Mi že znamo, ker vemo, kako je treba primerjati izdelke, pa na koncu vemo, da niso dragi, ampak moramo to pač drugim znati predstaviti. A ne. In to je eno tako luštno izhodišče, kako nekomu pač nekaj razložiš. Lahko recimo neke trende, neke novičke, neka dejstva, potem tudi vire, knjige, audio vsebine. Zdaj, če ste kaj našega predsednika spremljali, vidite, da precej deli priporočila za knjige, ki se jih splača prebrati. Ne? Tako da to evo, je tudi eden od teh izobraževalnih stebrov. Pol bi lahko delali neke konkretne primerjave ali pa izbira, zakaj je to boljše od tega. Ne? Lahko tudi po sezonah ali pa po tematikah posebnih. Skratka, kar je pomemben, ne glede na to, katero izobraževalno vsebino pač vi date ven, dajte se zavedati nečesa. Ljudje morajo ob vaših objavah dobiti občutek od te osebe, jaz lahko nekaj koristnega izvem. Ker če ne, bojo sam scrollali dalje. Tega pa nočemo. Če delamo biznis na družbenih omrežjih, absolutno ne. Seveda tudi ne smemo biti preveč obsessed, kako se temu reče, da pretirano spremljamo vse všečke, ker ni nujno, da vedno tudi pokažejo realno stanje, bomo potem pač malo naprej o tem. Okay, ampak recimo dajmo par primerov, ki bi jih lahko razvrstili v ta izobraževalni sklop. Recimo, zakaj večina ljudi spomladi občuti več utrujenosti, ne? Pa to je tak ta prvi huk, bom tudi potem povedala, kaj huk je, pa potem naprej sledi razlaga. Ali pa kaj pomeni, da je mineral v klatni obliki? Ali pa zakaj je magnezij pomemben pri stresu? Nekaj, kar zbudi eno pozornost, ne? Ali pa ne vem, kako podpreti črevesje ob jemanju antibiotikov. To so dosti take ene tipične, mi bi stresali odgovore iz rokava, ampak to so stvari, ki lahko ljudje zelo zanimajo. Običajno obstaja ena taka dobra formula, jo imate zdaj tudi izpisano od spodaj. Se pravi, da prvo damo en huk, bom malo povedala, kaj je to, sledi temu en kratek nasvet, ne? In na koncu postavimo še vprašanje. Vprašanja so pa dobra zato, ker potem ljudje odgovarjajo, se odzivajo na to, ne? Se pravi, da jih malo spodbudimo k akciji. Recimo, če bi en tak primer, se pravi, huk je tujka, je tisti prvi udaren stavek. Ni nujno sicer, da je stavek, lahko bi bilo tudi, da kaj s tem naredimo, čakajte, bom to probala zdaj plastično pokazati. Hello, to je tudi huk, ne? Če posnameš tak video, ne, pa si najprej skrit, pa se potem pokažeš, ne, evo, to je nekaj, kar zbudi pri ljudeh pač pozornost, ne? Tako da ni nujno, da je vedno huk prvi udaren stavek, ki nam zastriže ušesa, ampak je lahko tudi neka vizualna gestikulacija, recimo, ali ne, nekaj, vsi tukaj smo lahko zelo kreativni. Skratka, huk je nekaj, zaradi česar se ljudje ustavijo, pa ne scrollajo naprej. In statistike kažejo, da nekje 2 do 3 sekunde imamo samo časa, da nekdo, ki gleda naš profil oziroma vsebine pač na družabnih omrežjih, da se odloči, a bo scrollal naprej ali bo ostal. Tako da tiste 2 do 3 sekunde so ključne. Tako da bodite pozorni, pa dajte zdaj, zadnjič v marketinški kavici Katja dala ful dobro nalogo, je rekla, bodite pozorni, ko boste gledali videe, kaj je tisto, zaradi česa se nekje ustavite ali pa zaradi česa greste naprej. Ne? Da boste videli, kaj vam paše ali pa kaj vam, kjer mogoče ni huka ali pa kaj je bilo tisto, kar je pritegnilo vašo pozornost, pa lahko, če je nekaj pritegnilo vašo pozornost, ne zdaj, da direktno skopirate, ampak pač uporabite idejo pač tudi zase, samo da jo malo obrnete naokoli, no, tako bom rekla. Evo, recimo en primer ene take izobraževalne objave, ki ima formulo huk plus kratki nasveti plus vprašanje bi bil 3 znaki, da vam morda primanjkuje magnezija. Krči, utrujenost, in slab spanec so pogosti pokazatelji, pa daš na koncu vprašanje, a ste tudi pri sebi že opazili to zadnje čase? Mogoče, ne? Zdaj sem tako zelo formalno povedala, vi uporabite svoj ton, svoj jezik, ker ljudje vam sledijo, ne meni. Ok, to je bil zdaj, če lahko grobo rečem, ta prvi sklop. Pa če gremo na naslednji sklop, imamo pa spoznavne vsebine.
Te spoznavne vsebine so namenjene to, da vas ljudje bolj spoznajo, ponavadi so tukaj neke osebne zgodbe, predvsem pa tvorijo neko bližino, se pravi, da vi gradite ta most. Te spoznavne objave so ponavadi res en tak most med vami pa med vašimi sledilci. Vmes ta most se imenuje zaupanje, ki ga gradite. Tako da v bistvu se tukaj neka avtentičnost gradi, neko zaupanje, pa ta bližnja povezava. Zdaj, v ta sklop objav, recimo, pa še karkoli govorite o svoji identiteti ali pa o ozadju, recimo, posla, lahko pokažete neko zakulisje, nek tipičen delovni dan. Zdaj pač mi v Keleviti bi to dosta enostavno lahko naredili, ne vem, posnamemo, kako punce pakirajo pakete, ali pa danes je pa akcija, se pa ful veliko tega izdelka prodali, ali pa danes imamo pa nekaj novega na polici. Zdaj vi bi pa zase lahko neko dnevno rutino, recimo, kako si zjutraj z zobno ščetko odkalivite, umivate zobe, ali pa kaj s tem, pa potem iz tega naredili nekaj naprej. Lahko potem včasih tudi malo kombinirana, se pravi, da je in spoznavna in izobraževalna. Skratka, skozi to neko osebno zgodbo, skozi rutino, lahko tudi svojo neko hvaležnost ali pa skupnost izpostavite, ali pa ne vem, so tudi neki tematski ali pa enkratni dogodki. Kaj s tem, danes sem se pa udeležila poti ob žici, pa iz tega nekaj naredite, lahko je neka sezonska objava v smislu, kaj mi prinaša mesec maj, ali pa ne vem, zdaj drug teden pa praznujem, kako bom pa, ne vem, vzela liver detox, recimo, če bom kaj preveč spila, se pa preveč najedla. Ali pa lahko tudi skozi te spoznavne objave, se pravi v tem sklopu, usmerjate tudi na druge kanale, ki jih imate. Recimo, pač, če ste nekaj na Facebooku, lahko povabite potem ljudi tudi na, ne vem, na Instagram, na TikTok, na YouTube, na kjerkoli kanale pač imate. Skratka, kot sem že prej rekla, tukaj je lahko neka jutranja rutina, ali pa kako ste začeli ta posel, oziroma zakaj ste se sploh odločili, kako ste se počutili prej, kaj vam pomaga, kako usklajujete biznis pa družino, neki trenutki vsak dan. Tako, recimo, lahko bi tukaj dali, ne vem, pred leti sem bila stalno utrujena, pa sem mislila, da je to normalno, zdaj pa vem, da moje telo potrebuje neko podporo. Majhne navade naredijo velike spremembe. To bi bil čisto en tak primer ene take enostavne objave, kjer bi bila v bistvu ta vsebina spoznavna. Ok, potem imamo tretji steber, kamor sodijo komunikacijske vsebine. Tukaj pač komuniciramo spet neke koristne vsebine, se pravi nekaj, kar ljudem predstavlja vrednost. Zato, ker vi se morate zavedati, ljudje sploh na družabna omrežja ne pridejo samo po informacije, pravzaprav ponavadi ne, ponavadi pridejo po neko zabavo. In zato pridejo po nek občutek in to jih tudi drži potem gor. Informacije veliko iščejo pač v brskalnikih, v Google in to jim grejo pač pogledati. Na socialnih omrežjih pa visijo, pa scrollajo, kaj pa ta dela, kaj se pa kle dogaja. Je bolj nekaj, ali pa ne gledajo kakšne smešnice, zaradi tega se zadržujejo pretirano na teh omrežjih. Skratka, v ta sklop bi recimo spadale kakšne te motivacijske misli oziroma kvoti, kakor jim rečemo po angleško, ne vem, mogoče neki naši osebni uvidi, kakšna pozitivna sporočila, mogoče, da komuniciramo napredek, rast, delimo kakšna vprašanja, ankete, predloge, cilje, načrte, mogoče povratne informacije, tudi, ko smo jih dobili, hvaležnost, zahvale, ne vem, lahko naredimo tudi kakšne uganke, izzive, to je vse en tak tipičen komunikacijski kanal. Potem imamo pa še četrti steber, to so pa prodajne objave. Tudi lahko rečemo nek poziv k akciji, zaradi tega, ker naš namen je to, da se ljudje odzovejo. Ni niti nujno, da je vedno naš cilj potem nakup, ponavadi tudi čisto na začetku ni, ker saj vemo, da ko gradimo odnos, to ne gre iz danes na jutri. In z eno objavo ne pričakujete, da bodo ljudje kar kupili, ker ta odnos se gradi. Tako da cilj je lahko tudi najprej to, da boste vi s koraki gradili to zaupanje, da vas ljudje bolj spoznajo, da vidijo, da ponujate neke koristne informacije, da imate nekaj pojma o tem, da niste en šalabajzer, kar nekaj tri krasne govori tako, ker mimogrede teh je tudi veliko. Skratka, kakšne izkušnje, kakšne testimonije se od koga date, in to je recimo eno od takih dobrih načinov, da ljudi potem tudi se počasi začnejo odzivati. Ampak
velikrat mi preveč agresivno pristopamo pri teh prodajnih objavah, ne, in kupi to, akcija, piši mi v inbox. Vse to, mi se morate paziti, no, zdaj odvisno, komu to, s kom tako komunicirate. Če so že recimo obstoječi člani ali pa vaši prijatelji, nekdo, ki vas zelo dobro pozna, je to drugo. Medtem ko če so pa novi ljudje, pa za njih lahko to zelo preveč. Ljudje sicer radi kupujejo, ampak ne marajo pa, da jim kdo prodaja. Tako da ne marajo tega občutka, da jim mi neki silimo, ne? In oni želijo neko zgodbo, neko rešitev zase, neko priporočilo, neko izkušnjo. To je tisto, kar jim pač moramo dati. Lahko to zapakiramo, ne? Recimo v ta steber teh prodajnih objav lahko mi štejemo predstavitev naše ponudbe, neke vrednosti, a ne, kar zapakiramo. Te družbeni dokazi oziroma tako imenovani testimonialsi, če vam nekdo napiše, tale izdelek je pa res super, ne vem, to pa to se mi je že izboljšalo, to lahko vi seveda z njegovim dovoljenjem ali pa pač zablurate njegovo ime, pa sliko pa lahko objavite, a ne, v story pa delite naprej. Potem ne vem, če poznate FOMO, ne, Fear of Missing Out, to je tudi ena od takih taktik, ker se ljudje zelo bojijo, da bojo kaj zamudili. To je pač samo še 10 izdelkov. Zdaj bi jaz rekla, lejte, pohitite z nakupom Shark Cartilage, ker imamo samo še 15 izdelkov po akcijski ceni. To bi bil primer FOMO-ta, ne? Se pravi, da probam zbuditi to, da čim prej se odločite za nakup, zaradi tega, da ne boste ničesar zamudili. Pa bi lahko tukaj tudi v bistvu tudi neko vrste zaodrja pa teh procesov bi lahko tudi zapeljali kot prodajno objavo, zdaj odvisno, kako pač na koncu to naredimo ta epilog, ne. Ali pa isto neke sezonske ali pa tematske prodaje, ki jih recimo organiziramo, lahko bi tudi kak vodič, neko edukativno prodajo ali pa retrospektivo, ne, to imajo tudi ljudje ful radi, nek poseben dokaz iz poslovanja, skratka. Če boste hoteli več idej za posamezne objave, res toplo priporočam marketinški planer. Noter so res toliko enih konkretnih primerov, pa tudi vse te vodi, na kakšen način pripravljati objave, za katero posamezno družabno omrežje. Tako da je kot en tak priročnik za telebane, no, da vsak lahko razume, a ne, in ve, kaj pač more narediti, da bo nekako pravilno pristopil. Ok, pojmo naprej. Zdaj sem vam povedala, kaj se vam splača objavljati, so pa tudi neke smernice, ki jih pa pač ni glih najbolj dobro početi, ne, na socialnih omrežjih. In kot prvo je to, kar sem že mogoče prej mičkam povedala, da ne smemo biti preveč agresivni pri sami prodaji. A veste, če bomo mi sam prodajne vsebine delili, bojo ljudje hitro videli to kot reklamo in bojo izgubili zanimanje, ker vam bojo vaše objave, vaš profil bo izgledal na koncu kot en katalog, posledično pa ljudje pol izgubijo tudi zaupanje. Tako da obstaja eno pravilo, Paretovo pravilo, tudi tukaj velja, ja, da dajemo 80% vrednosti, pa samo 20% prodaje. Se pravi, od, ne vem, kar sem prej rekla, da je priporočljivo vsaj 5 objav na teden narediti, to pomeni, da lahko samo eno prodajno delite. Ne? Recimo, če bi imeli akcijo, je to že ena od teh prodajnih objav. Tako da ne pretiravamo s temi prodajnimi objavami, kar je tudi priporočljivo, da ne kopiramo direktno drugih. Se pravi, ne označimo copy-paste, pa delimo identično vsebino, ki je nekdo pripravil na naš profil, ker s tem ne bomo nikakor avtentični in ljudje res to začutijo. Skratka, super je, da opazujete druge in vzamete to kot ideje, ampak dajte se tukaj vprašati, ok, kako bi pa jaz to povedal, ali pa kako bi jaz to razložila, ali pa kako bi bilo to povezano z mojo zgodbo. Skratka, pa zapakirite, tako da bo odseval vas. Ok? Veliko ljudi res spremlja samo všečke, ampak veste, algoritem ni vedno pravi pokazatelj vsebine. Se pravi, če ste vi dobili veliko ali pa malo všečkov, to še ne pomeni zdaj, a je dobra vsebina ali ni dobra vsebina. Včasih lahko objava z manj lajki prinese recimo več sporočil, ali pa včasih lahko manj ogledov prinese več strank. Tako da bolj je pomembno to, kdo vas spremlja, kdo vam zaupa, kdo vam piše, a ne, kdo se vrača nazaj na vaš profil. To so ključni pokazatelji, ne, tako da
Tisti, ki potem konstantno spremljajo vaš profil, so nekako, bom rekla, tisti najbolj zvesti, pa s tistimi ste že zgradili nek most in so lahko potem tudi potencialno vaši kupci, a ne, če še niso. Ok. Potem naslednja napaka je to, da marsikdo pridno objavlja, pa malo ignorira komunikacijo, se pravi, se pa na to ne odziva več. Socialna omrežja so z razlogom socialna, v imenu imajo besedo socialna, družbena. To pomeni, da se povezujemo z ljudmi. Super je, da postavljamo vprašanja, to sem vam že prej omenila, ne, v tisti formuli. Ampak, a veste, če mi postavimo vprašanja, pa dobimo odgovor, je treba na nje se tudi odzvati. Tako da ne pol zignorirati, ampak ne vem, dajte pokomentirati, dajte se zahvaliti za mnenje, ne vem, dajte všečka, stisniti srčka, prilepiti karkoli, nekaj dajte, no. Ker ignoranca pač ni dobra strategija pri gradnji zaupanja. Ok, še nekaj je zelo narobe, kadar objavljate to, kar sem že prej malo omenila, kar nekaj brez cilja. Sam zato, da pač objavite, pa nima neke smiselne vsebine. Se pravi, preden karkoli objavite, dajte se vprašati, kaj želite za to vsebino doseči, kakšen občutek želite, da v bistvu ustvarite pri ljudeh skozi to vsebino, ki jo boste objavili, pa kaj bi želeli, da ljudje tudi po tej objavi naredijo, ne? Če hočete kakšen konkreten poziv k akciji, smo prej rekli, ne? Ok, no, potem imamo pa še eno težavo, nekateri ljudje ustvarjajo vsebine sam zase. Vedno moramo razmišljati, kaj bi od tega imela naša idealna stranka, kaj njo zanima, kakšne probleme ima, kakšen jezik uporablja. Uživeti se moramo, zato sem prej rekla, da se izdela ponavadi profil, a ne, da se uživiš v to vlogo in potem lahko njej tudi prilagodiš komunikacijo. Ker recimo, če vi komunicirate z mamicami, njo bo zanimala predvsem, ne vem, energija, utrujenost, otroci, organizacija. So drugačne teme, kakor pri enem športniku, ki ga bo pa zanimala, ne vem, regeneracija, kakšen ima performance, a ne, nekaj v zvezi z gibanjem, močjo in tako naprej. Skratka, treba se vedno vprašati, kdo je naša ciljna stranka, zato da pač njemu potem prilagodimo to objavo, besedilo, vsebino, ne. Ok, zdaj pa smo pri hooku pa pri zanimanju. Se pravi, prej sem povedala, da je hook prvi stavek oziroma neka prva poteza, neko prvo karkoli že, zaradi česar se nekdo ustavi na vašem profilu pa neha scrollati naprej, ne. Pa bom povedala par primerov dobrih hookov, boste vi presodili, lahko tudi napišete, a se vam zdijo dobri hooki, ali pa če imate mogoče idejo za kaj boljšega. Recimo, 3 napake, ki jih večina dela pri jemanju vitaminov. Mene to zanima, pa bi šla sigurno prebrati, katere so te napake, ne. Ali pa to je razlog, zakaj ste ves čas utrujeni. Tule se bo sigurno vsi, ki so utrujeni, prepoznali pa šli gledati, ne. Ali pa ne začnite svojega dneva, dokler ne naredite tega. Jaz bi šla sigurno pofircati, kaj je to, kar moram narediti, ne. Ali pa ne vem, če bi recimo konkretno zase, ne, da v ženskam, če nagovarjamo mogoče tudi ženske, ko sem to spremenila, sem imela več energije. Vse ženske bo šle gledati, kva si pa ti spremenila, da imaš zdaj več energije, ne. Ali pa ne vem, tega mi pa nihče ni povedal v stresu. Spet se bo seveda prepoznali tisti, ki so pod stresom, pa bojo šli gledati naprej. Tako da to so, a veste, taki hooki, ko vzbudijo neko zanimanje, a ne, kaj sledi naprej, da grejo potem brati, namesto da scrollajo. Ok, zdaj ves čas govorimo o zaupanju. Zaupanje je res ena od ključnih stvari pri gradnji vaše osebne znamke. In zaupanje gradimo v bistvu z doslednostjo, se pravi to, da redno objavljamo, s tem, da smo avtentični, da smo pristni, da smo mi, ne. S tem, da plasiramo koristne vsebine, nekaj, kar ljudje vidijo eno dodano vrednost za vas. Veste, ljudje se bojo na koncu vseeno vprašali, kaj je tukaj zame. Tako da drugega ne bojo gledali, če jim ni zanimiv, ne. Predvsem pa boste iskreni in res prisotni. To bo zgradilo zaupanje in tako si boste ustvarjali neke dolgoročne odnose. A veste, kaj po statistikah kaže na to, kdo je zaupanja vredna oseba? Da vam povem, da je to oseba, ki ponavadi ne pretirava, da je to oseba, ki živi neko realno življenje, se pravi, ki ne pretirava, ker marsikdo deli sam lepe stvari, pa nikoli mogoče ne tudi tistega, kar je manj prijeten, ne.
to ni čisto realno. Vsako življenje ima vedno dve platine. Tudi lahko rečemo, danes sem pa ful žalostna, ne vem, danes imam pa slab dan. Ampak, gledajte, lahko tudi z tega naredite, evo, kadar imam pa slab dan, pa počnem to, pa si pomagam s tem, recimo, ne, kaj pa me spravi boljšo voljo. Evo, imate eno spoznavno objavo, ne. No, po statistikah tudi oseba, ki rada pomaga, to je tudi oseba, ki jo pač ljudje vidijo kot zaupanja vredno, oseba, ki ni agresivna in oseba, ki deluje stabilno, uravnoteženo. Tako da boste videli, evo, kako ga ljudje percipirajo kot zaupanja vredne osebe. Evo, zdaj vam pa jaz še povem, kako povečati doseg. Se pravi, doseg pomeni domet vaših objav, koliko ljudi vidi vaše objave. Tukaj se te algoritmi zelo spreminjajo, tako da vam bom pač povedala trenutno stanje, kaj algoritmi najbolj preferirajo. Prvo, in to zdaj že nekaj časa, so res reelsi, videi. Video trenutno doseže največ ljudi, tako da če bi delali videe, jaz tudi sama konkretno vidim, zato se tudi potem kdaj oglašam preko videa, ker algoritem res to preferira in pokaže ful večjim ljudem, kakor če dam samo eno navadno objavo. Pa Živa recimo na našem profilu krasne objave pripravlja, ampak evo, ker algoritem preferira videe, ne, se recimo, če se da en reel gor, precej dvigne doseg teh objav. Ni treba, da je vedno to popolno. Lahko je čisto kakšna smešna taka situacija, ne, tako kot so se midve z Moniko prej pohecale, ne, o teh signalih. Skratka, jaz bi danes lahko dala kako, ko sem se pripravljala, ja, mačke je bil eden čez laptop, drug v naročju, mislim, bolj, ko sem se skrivala, bolj, ko sem hodila ven, bolj sta za mano lezla, ne. To je recimo pa bi behind the scenes lahko naredila za kulisi, a ne, ene objave. V glavnem ni treba, da je ta video popoln, bolj je pomemben, da je koristen, da je energičen, da je avtentičen, pa da ga prepoznajo kot neko ali zabavno ali koristno vsebino, no, da je nek smisel v tem, ne. No, potem kot drugo so storiji. To sem že prej omenila, da storiji gradijo bližino z vašimi obstoječimi sledilci, a ne. In tukaj recimo lahko pokažete, ne vem, vaše jutro, kako si pripravljate napitek, a ne vem, klorofil zjutraj ali pa glam up, kako zmešate, kako greste na sprehod, a ne, to del vaše rutine, recimo, kako izgleda vaše delo, recimo en vaš tipičen vsakdan, karkoli, ne vem, kako delate na vrtu, kaj vzgajate, ne, to je tudi recimo ena od, saj vemo, ne, od pomembnih točk zdravega načina življenja. No, in potem pa tretja stvar, pa se že počasi približujemo koncu, upam, da niste preveč utrujeni. Tretja stvar je pa interakcija. Evo, se pravi, da probate vašo objavo zaključiti z nekim vprašanjem, če hočete pač neko interakcijo. Ali je to vprašanje, je to mogoče neka anketa, nek poziv mora biti, ne, kaj naj naredijo naprej, ali pa tudi, ne vem, poziv je lahko tudi kliknite na prijavni obrazec, kjer izveste več informacij in lahko date tudi vašo prijavo, pa si rezervirate mesto, a ne. Kaj s tem, zmišljujem se zdaj, no. Skratka, spodbujte čim več to interakcijo. 3 stvari torej, reeli, storiji, interakcija. Okej, z moje strani bi bilo to vse. Iskrena hvala, ker ste se pridružili, da ste si v tej vročini vzeli čas. Skratka, lepo se imejte, še enkrat hvala, ker ste prišli. Jaz vam pošiljam en velik skupinski objemček, enega srčka, ljubčke za vse, pa upam, da se čim prej vidimo v živo.